Dober dan in dobrodošli v novi epizodi spletne oddaje Masterchef Kuhna, v kateri gostim nekdanje masterchefovce in s katerimi pripravljam kratke, hitre recepte. Danes je z mano ena tistih tekmovalk, ki je pustila kar velik pečat. Z nami je Salome, tekmovalka, ki se je spomnila tudi po limonini piti. Ena in edina Salome. Ena in edina Salome, oprosti, ker nisem pretirala. Kako si? Odlično. Odlično. Ja. Jaz se spomnim tiste limonine pite, cela Slovenija jo je delala, še danes je zelo priljubljena. Jaz sem tudi tvojo poskusila, ki si jo prinesla tlele na hišo in je izjemno dobra. Tako da jaz sem vesela, ker si se danes odločila nekaj sladkega spet narediti. Nekaj sladkega, pa nekaj, da je hitro, ker jaz se izmeri življenje zakompliciram, a razumeš, pa sem rekla, nič danes bom nekaj tako eno sladico v kozarcu. Zdaj poletje, a ne taka sveža in mislim, da bo všeč gledalcem, oni bojo probali. Mi bomo probali, pa bomo povedali, če je dober. Torej imamo tukaj, povej malo, kaj sva pripravljali. V bistvu sem že smetano stepla z malo mletega, mislim, cukra v prahu, da ne bo hrustal. Tle je jogurt grški, ki bo šel v to smetano. Potem bomo naredili pirejček od marelic. Fajn je, da so marelice frišne, mislim, iz stabla, iz drevesa, ampak ker zdaj ni še marelic, sem jaz vzela kompot, s katerega bomo z cukrom in malo pomarančnega soka zmešali in naredili taki pirejček. In to je to, tlej imamo še hrustanca od keksov, lahko bilo kakšni keksi, da ni krema v keksih, da so bolj sladki, lahko petit tudi, tako da, evo, to je to. Ukrasili bomo z meto in malo marelic bomo narezali za gor na vrh. Tle smo se eno prešparali. Tako na brzino neki, doma hitro narejeno, Sladko, lahko. Tako je. Super, kar te povabim. Začnemo. Kje začnemo? Bomo dali takoj pirejček delati, ta je tale. Povej, kako se ti spominjaš svojega masterchefa? Ti si takrat res pustila en tak pečat. Zelo stresno. Zelo stresno? Zelo stresno. Jaz, ko gledam tiste boge zdaj v tej 10. sezoni, ko se spomnim, koliko je to stresa, to gledalci ne vejo. V bistvu je ful strah, ne veš, kaj boš kuhal, strah te je, da se ne brukaš pred celo Slovenijo, upaš, da boš znal nekaj skuhati, da ne bo najgori krožnik, da ne letiš ven. Tako da jaz sem že drugo oddajo hotela iti ven. In se kako bi jaz šla ven iz tega? To je bilo ko v šoli, ko greš najgoremu profesoru na izpit, recimo matematike, in veš, da boš dobil enko. Ampak ti si tam. Ampak si tam in moraš iti na ta izpit. In to se treseš, to je ta neki strah, ki ga ne poznaš pol v življenju, ko končaš v šoli. Tako da jaz sem sicer imela zmeri molitvo, jaz sem se zmeri molila pred vhodom v kuhinjo, sem prosila svoje angele nad angele, bogove, vse poklicala, da bo sestavina kaka, da bom znala nekaj skuhati. Evo, to je bila moja molitva, nisem nikoli šla v kuhinjo brez tega. In zmeri sem nekaj znala narediti. No to, pa si kar navduševala v bistvu takrat. Kaj pa je bil izziv, ki ti je bil najbolj pisan na kožo? Ja, ta limonina pita, jaz sem prvič v življenju vedela v Masterchef kuhinji. Sem rekla, danes grem ven. Pokaj je bil burek, sladki, hamburger sladki, da burek. Ta bi bila dobra, ne, za Masterchef. Mislim, ko sem že videla hamburger, sem rekla, grem domov. Pokaj so rekli še sladko varianto, sem rekla, veš kaj tole, pa danes grem domov. Pa sem spet naredila najbolj. Pa ti si se fulkrat odločila iti domov, pa pol... In pol si lih takrat navdušila. Veš kaj, ene stvari tam kuhaš prvič v življenju, je valjda, da pričakuješ, da boš letel ven, ne? No, se to si jaz predstavljam, da je v bistvu najtežji del. Ti znaš marsikaj, pa ti dajo pa tako nemogoč izziv. A veš kaj, eni pridejo not, kaj so pogledali vse Masterchefe sveta, obvladajo že vse tehnike, obvladajo pireje, jaz sem znala sam od krompirja pire narediti prej. In pol smo taki bili tam, ki smo mamino šolo, kuhinje babice, ker ni baš nekaj pomagalo. Zdaj, če si se ti hitro učil, je to bilo super. Sam, če se nisi, pa si lahko letel ven.
Kaj pa ti je bil največji pritisk? To, ko hodijo sodniki okoli, ali tista ura, ki ti tik-taka? Ura, absolutno ura. Ura je pa tamo nekaj najgorega, ali jaz sem pol šla delati v kuhinjo po Masterchefu in to je normalen tempo kuhanja, ko ti imaš polno teraso in imaš ful tam listkov, milijon. In to je prav ta pritisk se dobiš, a ne? In zdaj ti moraš iti s tem tempom naprej, a ne? Ampak zelo pomembno, kaj je pomembno Masterchefov? Slušati sodnike, njihove komentarje, kaj ti povejo in te komentarje popravljati. Zdaj, eni se jezijo na te komentarje, a mene so spasili ti komentarji, ker sem točno delala na teh stvareh, kaj moram popraviti, a ne? Ampak je pa veliko teh komentarjev tudi taki, da moraš v resnici znati brati med vrsticami, ne? Niso tako zelo direktni komentarji sodnikov. Ja, vidim, enima ful pomagajo, enima pa ne. To sem opazila včeraj. Aha, no evo. Se pravi, še spremljaš sezone? Zmeri, zaradi tega, ker sem bila noti in pol je to nekako del mene. Jaz sem bila tudi noti in je pol fajn. Podoživiš to verjetno še enkrat, ne? Koliko stresa pa čutiš z njimi, zdaj, ko gledaš, ker točno veš, kako je? Ko slišam, kako dajo izjave, takrat jih kar začutim. One solze, publika doma na kavču, zakaj pa skozi jokajo. Od muke jokaš. Od muke jokaš. Res je, v bistvu, ko greš ven, pa ne veš, imaš feeling, da si srečen, da si se končno rešil tega stresa. Opet ti je žal, da greš ven, ampak jaz sem daleč prišla, meni so se vsi smejali. Ko sem rekla, da bi bila top 5, pa sem bila top 3. Ja, in vse sem vrgla ven, ker so se smejali. Ta prava Salome, ona se ne da. Ko gledaš Masterchefa, imaš favorite ali so ti vsi všeč? Zdaj tlele so kar dobre punce v tej sezoni. Ja, punce kar sturajo. Tako da, ne vem, konkurenca je pa dobra tole sezono, no. Pa gledaš pri tekmovalcih, ki so ti všeč, samo kaj pripravljajo, kako pripravljajo, ali si tudi malo pristranska v smislu karakterja, kdo ti je simpatičen, pa kdo ti ni, ker vseeno ljudje tudi tako gledamo. Ne, jaz gledam, kaj skuhajo. Se gledam Masterchefa, ne. Striktna sem pri tem. Ja, ker, veš kaj, te kuharske oddaje, Masterchef je recimo zelo dober tudi za enega navadnega doma, kuharico, eno mamo, tam lahko marsikaj naučiš nekaj novega, ne. Tako da je, ja, zelo poučna oddaja v bistvu, a ne. A vsi rada jemo, a ne, in je fajn, a ne. Zdaj, ko si omenila, da rada ješ in vse to, mislim, ne moram mimo tega, da imaš danes ti prav poseben predpasnik. Vsi moji gostje do zdaj so imeli Masterchef predpasnik, ti si pa uletela. Jaz imam svoj Masterchef. Ti imaš pa svoj predpasnik. Povej, kaj pravi predpasnik? Ja, mozzarella. Ja. V bistvu je to en delček moje predstave, Iznenada Salome, a ne, ko pač razlagam po operaciji, a ne, in imam ta moment, razpadla mi je mozzarella. Zdaj smo dobili še vpogled v tvojo predstavo Iznenada. Povej, kako gre? Koliko si jih imela zdaj že? Zdaj so že 70, ja, kar velik. Moram povedati, da je zelo dobro obiskano. Ene so razprodane, ene pač ostane par vrst. Ampak moram povedati, da sem prišla v ta zadnjo vas v Slovenijo in ne morem verjeti, koliko so ljudje navdušeni in koliko me v Sloveniji ljudje imajo rad. Te radi, ja, te podpirajo. Se mi zdi, da si ti ta lik, ki tudi pri nas, če si kadarkoli takole gostja, so vsi veseli, ko omenimo Salome, pride Salome, tako da te imamo vsi radi. Tole tvojo predstavo, to je tvoja prva predstava, imaš v planu še kakšno? Ja, jaz zdaj bom razkrila, odhajam na Bali. Za en mesec grem in grem dol najti sebe, svoj mir, grem sama. To je malo šokantno, si ima sama na koncu sveta, te ni straha, ne me ni. Grem pisati pa novo predstavo, tako da se veselim. In verjetno bomo obnovili hrvaško menopavzo, ki je stala v času korone in smo bili v samem štartu, tako da bom na jesen delala v bistvu
2 predstave na Hrvaškem in Sloveniji, še v moju bom delala do jeseni, do maja 2025. Takrat jeseni upam, da se mi bo odprlo na Baliju in da bom napisala krasen tekst. Pa jaz verjamem, da boš napisala 2 predstavi. Ja. Da se ti bo odprlo vse. A lahko? Ja. Samo da ne ostane na Baliju. Sam ne ostati na Baliju, ne, to te pa hočemo te nazaj. A lahko samo vmes poveva, da si dala zdaj pa... Sladkor, pa malo soka od pomaranče sem dala not, da se to zdaj karamelizira. Ful govorimo, pa jaz pol se vmes spomnim, moram nekaj dati. Koliko časa se to karamelizira? Ja, malo da barvo zamenja, ne sme zdaj to zažgati se, ne. To zdaj od oka delam, vidiš? To je ta znana od oka. Ja, jaz sem zmeri začimbe dajala, jaz sem se mame naučila, mama je bila kuharica, jaz zmeri ne dajem na žličke, sol ali ne vem kaj, jaz to sve po občutku in ta občutek moraš dobiti, ne, to ali imaš ali nimaš, ne. Ali zmeri je fajn malo manj dati, kot da daš preveč, ker ne moreš vzeti, lahko dodaješ, ne. Ali cukra nikoli ne ni. Cukar je vedno dobrodošel, ne? Ja, ker te marelice so že sladke, a veš, ker so iz kompota, tako da ne bi dajala ful velik, da izklapi ta vodica ven in to bo gotovo, ne. Zdaj odtle v smetano treba postepeno dajati grški jogurt, ne žličko po žličko, ne. Zdaj mi nimamo veliko, ne vem, grškega jogurta tlele, ampak bo čist dovolj, da se ekipa posladka, ne. Ja, da bomo malo dobili še tega cukra danes. Na Baliju pa kaj? Se pravi, nova predstava, za en mesec greš? Na Baliju grem malo na obalo, sem se odločila na začetku, pol pa bom šla v Notarnjo Stotoka, kjer so riževa polja in jaz gledam zdaj, zjutraj sem že gledala 3-4 vloga, lepe afne celo sem pogledala, ki je bila na Baliju. A veš, jaz zdaj živim za Bali. Zdaj boš to vse naštudirala. Kdaj si rekla, da odhajaš? 7. mesec, konc 7. meseca pridem nazaj na en koncert v Tivoli. Dobro, ampak do takrat boš ti že vse naštudirala od Balija. Bo sploh še kakšno presenečenje? Misliš? Tam, ko boš tam, ne, se boš že vse videla na YouTubu. Ja, ne, moraš se malo pripraviti, kaj bi videl, pa kam bi šel, pa, a veš, tam je toliko templov. Rada bi naredila kakšen kuharski tečaj, tudi azijske hrane. Rada bi tudi kakšna joga pride v poštev, ker res grem spustiti stare stvari, da pride nazaj nova Salome, to bo krasno. To bo krasno. Ti sam prid nazaj, pa da te spremljamo še naprej na teh tvojih predstavah, pa... Mogoče ljubezen srečam dol, nikoli ne veš. Gledala sem film Julia Roberts, to sta... Jej mali ljubi. Kaj, če se meni to zgodi? Zakaj pa ne? Zato imamo domišljije. Ja, tisti film je krasen, jaz ti prvoščem, da bi se ti zgodil samo lepo tam. Če neč bo šla na pico tam, kjer so jedli pico. Pa pico so jedli v Italiji. Ne, dol tudi imajo dobre pice, ali sicer tam imajo take metarske pice, veš, če naročiš. In to ne moreš sam pojesti, ne. Ja, pa boš pa mogla najdeti nekoga, da ti pomaga. Ampak absolutno bo kakšna vilica z bazenčkom, pa to, ker to je tako krasno dol. Vsi na tih vlogih prišli smo na raj na zemlji, pa da vidim jaz ta raj. Sicer nisem nikoli planirala Balija, veš. Jaz sem skozi Tajsko planirala in to se je tako spontano zgodilo, ne, vse v redu. To se je tako spontano zgodilo, da prijateljica, pa kaj boš na Tajsko? Pej na Bali, na Tajsko grejo vsi, na Bali ne gre veliko ljudi, ne. Sem rekla, Bali, sem rekla, a misliš? A veš, to je tam Avstralija, to je konc sveta, sem rekla, to me bo morje odneslo. Kako pa ti gledaš na družbena omrežja zdaj? Svojo predstavo si itak pokazala, tudi da jo imaš na družbenih omrežjih, a boš zdaj tudi ti ena teh, ki nam boš predstavljala Bali, nas obveščala, kaj delaš, pišeš, ne pišeš, iščeš sebe? Upam, da kaj manj. Seveda se bom oglašala na Instagramu s kakšnimi lepi videi, pa to za svoje občutki. Jaz sem se že videla, kako ja jokam na Instagramu od sreče. Majkem, jaz se že vidim, kako jokam.
da ni nobenega, da noben me ne pozna, da sem sama, da moram vse sama zrihtati. To mi je fascinantno. Nisem že dolgo bila nekje na poti sama. Ne. No, hodila sem vprašati, kdaj si bila nazadnje na kakšnem potovanju, izletu sama. Grčija, celo poletje sem delala na Mykonosu v enem klubu. Mislim, da je to že. Lahko malo mikser vzamo, čakaj, da to ja ugasnem, da ne bomo to. A veš, to je že karamalizirano fajn. Ali ajde, bom pustila še malo. Malo, ne smem pa preveč. Da ne bo pregosto, pa bomo pol zmiksali. To se potem ohladi, ko se zmiksa? Ja. Da ne pade skupaj vse, ne? Ja, tako je, ja. Zdaj sem se pa zgubila, kaj sem te vprašala. Spomni se, kaj smo govorili? O Baliju, o solzah, tam sem se ustavila. Mykonos. Kje si bila sama na potovanju, ja? Torej na Mykonosu? Na Mykonosu sem bila, ja, in... Tam so tudi veliki jokala. A zato se vidiš Tam sem imela domotožje za Slovenijo takšno, da vam to ne moram napisati, ker jaz sem bila od 3. maja do 3. septembra dol in vmes je kar grabilo, pa domov bi šla, pa domov. Ko sem prišla predčasno 3. septembra, sem gotovila, da ni nič novega v Sloveniji in da kaj sem prišla nazaj. In si tle jokala? Ja. Pa si ta človek, ki zna sam potovati? Ja. Ja, če znaš angleško, lahko potuješ na konec sveta. Mislim v smislu tudi, da znaš biti sama s sabo. Ja, to je najlepša družba. To je meni... No, če si Salome, si Jaz uživam v svoji družbi sama, ali tudi imam rada kakšno družbico, ne, to pa, ko bom se zaželela, doli sicer poznam ene Slovence, kaj delajo dol, živijo dol, ne. Tako da, če se bom zaželela, bomo se že konektali pa dobili pa... Evo ga, ne bi to več. Se voha že zelo lepo sladkor tudi. Tole bomo gasnile. Tole bomo dali dol, da jaz zdaj to probam, kaj sem zmučkala. Jaz bom na koncu. Jaz bom celota. To bi lahko zdaj dali v hladilnik ohladiti. Daj v zmrzovalnik, da bo brže. To je to. No, zdaj bomo pa sladico zložila, ne? Tlele imamo sestavili, zložili, ja. To je tale, mislim, hrustanc. Tole so zdrobljenec piškotov, mogoče sem tudi malo preveč dala, mogoče še eno žlico bi prosila. A ne, nisem veliko dala, v redu je. Evo, mi damo to smetano. Z grškim jogurtom. V bistvu zelo preprosto, hitro, ampak lepo in dobro. Ja, jaz sem hotela, da ne kompliciramo tokrat, ne. Mogoče smo imeli mičkan manj grškega jogurta, pol bi pa dala tale pirejček, ki smo ga že probali in smo rekli, da je krasen, ne. Zelo je dober, ja, sem hotela reči, da sem poskusila vsako komponento posebej. Veš, pomaranče dala malo kiseline, one so sladke že same po sebi, ne? Pa čuti se karamelizacija. Ja, tako je. Tako, evo, ne bomo pretiravali. Imamo te male skodelce. Zdaj sem ja hotela še tole za okrasiti kakšno. Tako. Bomo dali še malo drobljenca, ne, čez. Mogoče tole maknem. In pol bi jaz to lepo vzela takole. Eno vejico. Imamo mete, tale je malo že uvenila. Bomo videli. Lahko bi tudi na kockice, mogoče bi bil še bolj efekt. Ker se mi da, recimo, evo, mogoče še boljš. Evo, Tako. kdo bo jedel? Vsi.
Lepo je tudi za videti. Plasti se lepo vidijo, ja. A ne? Zelo lepo. In lahko postrežeš potem gostom, ki pridejo. Tako je. In to je res taka sveža sladkarija. Preden greš na Bali, a ne? Ja. Malo tega, pa... A ne, na Baliju bomo mango jedli. Se spominja na mango, no, Ja. na pogled. Ja. A ne, da malo spominja. Malo spominjam. Ja. No, super. To je to. To je to. Mogoče ta vejica malo ni tako lepa ali... Dobro, to so zdaj malenkosti, se bomo Ja, to je pojedli. To je sve uvenilo. Evo, Super. to je to. Hvala lepa. Hvala vam, da ste me povabili, a ne, in želim vam še 10 sezon Masterchef. Ja, hvala tudi tebi. Tudi več. Lahko tudi več. Hvala tudi tebi. Upam, da se boš na Baliju naučila še kaj dobrega, tudi priprav, da ne boš samo pisala, da boš prišla k nam in nam še kaj pripravila, pa da boš uživala, ne? Hvala. Pa uspešno z predstavo, tako to kot Hvala od naslednjo. srca. Hvala tudi vam, dragi gledalci, spremljajte nas še naprej in pogledajte, kaj bomo še pripravili.